življenje nasprotne oblike bodo propadle posred Kosovo. Namen tega foruma, prav vesel sem, da ste tukaj z nami, ker ste prišli. V bistvu je prepletanje in bliskanje tistih misli, ki so danes nekako tako ali drugače se zdijo pri nekaterih življenje mine. Osebno si želim, da bodo te misli tudi mogoče nekoč krila za tista dejanja, ki jih nekako res pogrešamo danes v domovini in v svetu in namreč čas kliče k nekim močnim spremembam, čas spremembe pa lahko čas tudi velike bolečine prodemo. No. Jaz sem zelo vesel, da so z nami tudi spoštovane gostje, Irena Urbič, ki poznate, bo nekako povezovala ta forum tudi danes. Irena, posebej je tvoja. Hvala, Rok. Hvala festivalu Ostanje, da priredi take ekskluzivne in sanjske razmere, v katerih lahko salonsko razpravljamo o temeljnih rečeh sveta. Kot sem rekla že včeraj, v trenutku, ko imamo to neizrekljivo, razkošno možnost, da o tem tako elegantno govorimo, v tem elegantnem prostoru in ko se milijonom drugih ne kaže možnost niti preživetja. Naši gostje danes so taka fina, solna zrna da rečemo, družbe in tudi slovenske realnosti. Lepo pozdravljena doktorica Sandra Bašič-Hrvatin na tistih ostrih in globokih določevalcev slovenskega medijskega prostora po stroki. Sandra je poleg tega, da je seveda avtorica, publicistka, aktivistka, ampak to v najresnejšem pomenu besede, kajti ko ti greš in iz zapora vlečeš mulca, ki so ga sile represije zaprle, ker je bil pač na cesti v protestu, to je dejanski ne aktivizem, to je akt. Take vrste človek, ki vztrajno že ves čas svoje profesionalne kariere utira strugo tisti medijski srednji, ki potem na to strugo, ko dobi papir, malček pozabi in si izbira svoje rokavce in potem imamo medijski prostor tolikan zastrupljen, kolikor ga imamo tudi v Sloveniji. In še zelo veliko drugih stvari, seveda tudi teoretske sledi, učbeniki, ženska, ki z kirurško natančnostjo predstavi in predstavi razliko med naročenim, PR-ovskim, resničnim in navidezno objektivnim poročanjem, torej ocerom realnosti. Sandra Bašič-Hrvatin, zelo se mi zdi pomembno, da je tak človek tudi del festivala Sanje. Potem je tu drugi krivec od tandema, ki sta letos gost v Sanjah, to je pesnik Uroš Rah, s Tiborjem Hrsem Pandurjem sta seveda ustanovila paraliterarno organizacijo in revijo Idiot, festival Literodrom, nekje povezala tiste nove tendence oziroma sveža pamet, ki jih skuša prevetriti in prepihati to slovensko, malo mučeniško včasih literarno sceno. In en poseben človek tam na koncu, Andrej Capuder. I said it. Bog ne daj.
tako zavrtenih, bodoče Blej Emšo in nekih vabiš k sodelovanju. Se mogoče sem Andrej. Isto napako sem naredila včeraj. Mili. Ja, včeraj sem očeta, ne, zato ker to je pač, kadar imaš. Jure Capuder, Jure, Georg, Đorđe, Jure Capuder. Filozof, ki se ukvarja in premišlja in gnete tudi telo. In se v svojem teoretičnem premišljanju in praktičnem delovanju ukvarja z odnosom med mesom in duhom. Ta hip je tudi postdiplomski, čeprav razumem, oziroma zraven diplomski študent ene posebne fakultete oziroma visoke šole, ki je tu v Novi Gorici, pa mi boš pomagal, da ne bom pravila. Točen naslov, ker je zelo intriganten, kakšen študij je to. Šola za evolutivno naturopatijo je to. Ste se razumeli, razložil. Torej, to so trije sogovorniki oziroma govorniki oziroma prijatelji, ki bodo z vsemi nami skupaj, kajti to je forum, kjer smo vsi pozvani k glasnemu razmišljanju seveda o tej frazi, ki je naš delovni naslov. Smo se pa nekako odločili, da bi formo včerajšnjega malček zboksali in da ne bi imeli 15-minutne ekspozeje, takole en blok, ampak da bi se o eni črki ali eni besedi kar tako pogovarjali. In ker so vaše življenjske, profesionalne, najgloblje tudi čustvene, intelektualne izkušnje različne, a ukvarjamo se verjetno vsi z enim samim problemom. To pa je verjetno življenje na tem svetu, v svojih pojavnih oblikah. Naj še enkrat z ilustracijo le preberem to, kar je bilo izhodišče za to razpravo. Zakaj? Zato, ker je parafraza Kosovela, ta, ki je postala nosilni naslov tega foruma, pravi tako. Razvoj nasprotne oblike se namreč zrušijo. In zdaj bi jaz si drznila čisto tako vprašati oziroma položiti kot istočnico Sandre Bašič-Hrvatin, kaj je zate razvoj? Ja, življenje. Razvoj. Ja, še bolj problematično je to, kaj je življenje. To boš ti govoril. Na bo podprlo. Ja, jaz sem, ko smo se pogovarjali, opozorila na to, da je treba vzeti seveda citat od Kosovela in razumeti, kdaj je napisano, zakaj je napisano, v kakšnem kontekstu, kakšen pomen. Ampak da bi ti jaz tole razložila, jaz želim v bistvu upeljati ta pogovor, da bi na nek način vi razumeli, zakaj jaz počnem to, kar počnem. Zakaj sem se na eni točki svojega življenja odločila oziroma ugotovila, da sodim v majhno skupino privilegiranih ljudi, ki lahko počnejo to, kar si želijo. In da v bistvu je moja nekako naloga na tem svetu posoditi, podati glas tistim, ki jim je ta glas odvzeti. In to se je zgodilo v eni nesrečni državi, ob nesrečnem času, ko sem zaradi nasilja policije izgubila enega mlajšega kolega, ki je najprej bil hudo pretepen in potem umrl v bolnišnici. In ko vse bolj premišljujem o tem, kaj počnem, v bistvu imam nekako v ozadju par stvari. Ona zase pravi, da ni filozofinja, to je Hannah Arendt, in dva stavka v njenem dveh različnih knjigah, oziroma en stavek, ki je v bistvu nastal v pogovoru, ki ga je ona imela za nemški radio, ko je prišla nazaj v Nemčijo, da si uredi
svoj status v Nemčiji in je hotela v bistvu urediti status toliko, da dokaže, da je bila pregnana in da se uredi status kot akademskega raziskovalca, da bi lahko dobila tudi pokojnino v Nemčiji. In država Nemčije je v imigratskem stilu dogovorila, da pač ona ni trpela v Nemčiji, ker je sama zapustila državo. Seveda, zakaj ljudje zapuščajo države, to je tudi drugo vprašanje. Na tem intervjuju je novinar govoreč o tem, kaj se je dogajalo v drugi svetovni vojni in kako je bilo to vse možno. Hannah Arendt je govorila zelo kratko in jasno, torej to se ni smelo zgoditi. In zame je to najboljša definicija tudi tega, kar se dogaja danes. Včeraj je 71 ljudi najdemo mrtvih v enem od teh tovornjakov, ki prevažajo ljudi iz vzhoda. Najmlajši od njih je imel eno leto star otrok. Teh 71 ljudi je bilo živih, borili so se za preživetje in umrli so na enem parkirišču za tovornjake v predmestju Dunaja. In drugo, kar me je tudi na nek način presunilo, je, da je Hannah Arendt, njena življenjska zgodba je lepo toliko, za razliko od Hollywooda in filmskih ekranizacij njenega življenja, ki se vsi želijo zavleči med rjuhe, ki je Hannah Arendt spala in jih zanima, kaj je počela s Heideggerom. Hannah Arendt je šla Heideggeru kot učenka, ker je bila pripričana, da je Heidegger edina oseba, ki razmišlja, misli in ki jo bo naučil misliti. In doživela je eno od najhujših razočaranj v svojem življenju, da se Heidegger kot veliki mislec izkazal za nič vrednega človeka. Človeka, ki je v bistvu svojim dejanjem, svojim pisanjem, svojim razmišljanjem podprl sistem, ki človeško življenje ni spoštoval niti malo. To si želim. Želim si misliti o tem, kaj počnem in želim določene stvari spremeniti. In ker je to založba Sanje in ker mislim, da je to ena od redkih založb, ki ne zalaga svet z nepotrebnimi zadevami, ki premišlja tudi tisto, kar objavlja. Jaz še zmeraj sanjam. Komedija je včeraj rekel, da je težava v tem, da so marsikatere sanje, ko so se realizirali, postale nočna mora. Sem pozabila, da tiste prave sanje nikoli niso imeli možnost, da bi se realizirali, ker so bile zatrte v kali. Tiste sanje, ki so se mogoče realizirali kot nočna mora, so se realizirali tudi zaradi tega, kot se danes dogaja v Grčiji, zaradi tega, ker svet enostavno, tisti, ki imajo moč, ne dovolijo ljudem, da bi imeli sanje. Zato jaz želim na nek način tako razmišljati. In ker odgovora v bistvu v knjigah, ki jih berem, težko najdem, v bistvu sem se vse bolj začela ukvarjati in brati naravoslovje. In tukaj je ena knjiga, ki je meni zelo draga, in to je knjiga Stephena Hawkinga in Leonarda Mladinova, Veliki načrt, novi odgovori na zadnje vprašanje o življenju. Ker v bistvu na nek način vam pokažem to, kar mene zanima. Oni govorite o vesolju in seveda se na začetku knjige rečete, da so to vprašanja, na kateri bi morala govoriti filozofija, ampak filozofija je za njih mrtva. In zaradi tega to zdaj govori fizika. Da bi razumeli vesolje na najgloblji ravni, ni treba poznati samo, kako se vede vesolje, pa tudi zakaj se vede tako. Zakaj je nekaj in ne nič, zakaj obstaja, zakaj tam ni zakonov in ne bo. To je zadnje vprašanje življenja, vesolja in vsega. V knjigi si bomo prizadevali odgovoriti nami. Drugače kot odgovor v štokarskem dobiku po galaksiji, naš odgovor ne bo preprosto 42, ampak bo nekoliko več. Torej ta odgovor, kako ta odgovor jaz iščem in nekako se trudim, kot Mark se začne svoj kapital, videti fabularno, trudim se pripovedovati zgodbo o tistih ljudeh, o tistih delih sveta, o tem, kar se dogaja, kar pa nekako izpadlo iz našega načina pomišljevanja. In obenem čutim odgovornost prav zaradi te privilegirane pozicije, da moram nekaj vrniti nazaj v družbi, v kateri živim. Torej moram narediti nekaj, da bi se svet, v katerem sem vsaj za kanček spremenila. In zato se pomembno
potrebno zastaviti telo. In ko enkrat politično zastaviš telo, ugotoviš, da to zelo, zelo boli in da poti nazaj ni več. Ko si enkrat to naredil, potem je to nekako tvoj poklic oziroma poziv ali poslanstvo do konca življenja. Mislim, da si dala en ton v spravi. Da je treba zimače popisati. In to vprašala, mislim, dala sem mu mentalno stročnico. Koliko misliš, da teh najbolj čistih namenih, o katerih v svojem življenju govori Sandra, koliko tega je možno uresničiti tudi skozi umetnost, da seveda kako ti kot ustvarjalec gledaš? Tukaj bo po mojem zelo že govorila, mislim, da je Tibor včeraj odprl to vprašanje kulturne avtonomije. In ko jaz umetnike in umetnost vidim tudi kot del tega gibanja. Edina umetnost, ki jo jaz vidim kot umetnost, je prav ta, ki spreminja. Zdaj spreminja na različne načine, to naj oni povejo. Mislim, da ena od stvari, ki je problematična, je, da smo pristali na to, da je vse dobilo svojo ceno. In edina stvar, ki nima svojo ceno, to je življenje samo. To, kar vidimo zdaj dol na mejah Evrope. To se mi zdi... Še v bistvu je kvantificirano. Ja. Še natančno kvantificirano. Ja. Koliko je stane življenje, ker je država. Ja, to se strinjam s tabo, ker... Ampak ne kvantificirano v tem pomenu, razumeš? Življenje zahodnega človeka je na tej tehnici veliko težje od življenja nekoga, ki je na drugi strani. Se konec koncev... Ne samo se stvarja, ta tehnica je tehnica kvantificirana z denarjem. Ja, no to. Uroš, ja. Vprašali ste lahko umetnosti, ne? Ja, mislim. Tu sem seveda potem se umetnost zmeraj znajde v zadregi po recimo to vrstnem govoru, ne? Zmeraj se potem postavlja vprašanje, kakšna je njena pozicija znotraj takšne slike sveta, kot si ti naslika s svojim početjem. Pa bi mogoče za to naredil malo lok, pa šel, da se potem vprašanje za spolnosti. In razmislil o tem, si se vprašal po tem stavku, ki ste ga izbrali kot geslo naše debate, življenje nasprotne oblike bodo prepadli, kar zveni kot nek bojevit klic, da naj prepadli. Zanima me prvo, kaj je sploh s tem mišljeno, s tem življenjem nasprotnimi oblikami. To se moram seveda vprašati prvo. In mislim, da Ker mene zanima tukaj je, da je verjetno, da je človeški svet verjetno določen ravno z nekimi velikimi, kompleksnimi strukturami, ki kot ne vem, sodobne ravno naravoslovne teorije najintenzivneje raziskujejo v ene čase, torej kompleksni sistemi, inteligentne, velike tvorbe, kot, ne vem, podnebje, kot je nevronska mreža, kot je masa ljudi na shodu, kot je jezik ali pa kot je kapital. Torej neke velike, kompleksne, inteligentne tvorbe z lastnimi, težko predvidljivimi dinamikami, ki so že med seboj nasprotne. Mogoče bi tu videl te velike oblike, ki na nek način zmeraj so življenje nasprotne, jih pa hkrati življenje generira in one nazaj generirajo življenje. Torej, nenehno se gibljamo v nekih poljih teh nasprotujočih si sil. To šele ustvarja našo realnost. In zdaj jezik, ta ultimativna struktura, ki nas določa, struktura mojega umetniškega ustvarjanja,
je tisti, ki še najlepše dokazuje, moč najbolj evidentni primer tega, na kak način delujejo te strukture, pogosto teptajo. Jezik sam, ki je sicer izrastel na zmožnosti človeka in s tem tudi sooblikoval, ga nenehno obvladuje, se igra s človekom, ga nateguje od zadaj. Tudi jezik sam, potem takem je nekaj življenja nasprotna oblika, ki ga hkrati sodoloča. To je neka zelo problematična stvar in ravno poezija je tista, ki da najlepše pokaže, kako problematična stvar ta jezik je, kako ni samo je nekaj zelo nasilnega, ali večino manj, kakšne oblastne strukture so tukaj razvijali. Mislim, da poezija je tista, ki razpira in kaže na tem zmožnost jezika. In je tem govori recimo Kraško Melo v vsej pojemnosti poezije, tem govori Rancière v politiki literature. Verjetno je poezija recimo tukaj lahko politična. V tem, da pokaže na to nedvojno, trojno, četverjeno vno jezika, da aktivno transformira vsakdanji jezik in razpira nove registre. Kaj se pa tiče, to je recimo, ne vem, zdaj, če govorim o konkretni pesmi na papirju, razmerno vprašanje pa tega, ne vem, literarnega aktivizma, pa ne vem, kulturniške trge, nekaj, kar ima v Sloveniji svojo žlahtno tradicijo, žlahtno in tako naprej, da se pojevska generacija. Tukaj je verjetno nekaj dosti bolj rigidnega, kaj so avtonomne scene, ki mogoče lahko razpirajo neko novo politično akcijo. Ne vem, to se meni zdijo možnosti omejene, čeprav z žarom počnem ravno to ostalo neke avtonomne, skupaj s Tiborjem neke avtonomne literarne strukture, ki se trudijo k nekim transnacionalnim, k razbijanju nacionalnih paradigem, ravno dajati vidnost glasovom, ki so nevidni. Pa vseeno, ja, cel čas nenehno dvomim, ne vem, kakršnokoli politično pa transformativno moč. Zato, ker roko na srce, mislim, je se literatura sicer dotika marsikoga, naprimer v tej državi, ampak v nekem individualnem branju. Ne ustvarja pa, ne vem, družbenega diskursa sploh, v bistvu je nek mali samozaokrožen sistem, ki nima večjih efektov, ki kroži okrog, ne vem, tistega deljenja sredstev, stranjaka in prej se vrke tega. Bralci bežijo v stran, tak se šibi. Mislim, stvar je predvsej desolatna. Če si, ne vem, kdo je bil na sestanku na Jaku za posvet, za programske razpise junija, ki so organizirali, je lahko videl vso bedo slovenskega knjigodelnega sistema v tem času. Teda, tu je, dejansko smo na nekem pogorišču, čestitke sanjam, da pogumno stojijo naprej, tudi del to skuša. Ampak, ja, verjetno moramo šele ponovno izumiti jezike, ki bodo dejansko sposobni spet v tem skupnostnem smislu spostavljati politični diskurs v javnosti. Mislim, da smo to popolnoma izgubili. Zdaj, za našo generacijo lahko rečem mirno, da je ta tranzicijska generacija nas odrezala od naše zgodovine, nas potisnila v neko blestečo, obljubljeno prihodnost, kjer nam bodo vsa vrata odprta in
onemogočila, recimo, nam onemogočila, ne vem, ni nam dala nekakšnih orodij za javno politično mišljenje. In to je tisto, ki ga šele moramo sami zdaj si priučiti, ga nam malo razviti. Kar je na nek način breme, pa tudi odgovornost za nas. Mogoče so take male vloge prevzele druge veje umetnosti, recimo muska, ne. Govorimo o dnevno-političnem, tem slovenskem političnem trenutku. Ne mislim zgolj na frontmane, pa na neke novo-protestne, ampak samo nekaj. Ne, ker bi hotela to, kar je on povedal, in to se meni zdi zelo pomembno. Jaz sicer ne uporabljam, jaz sovražim tranzitologijo, sovražim te ideje. Mislim, če ste prebrali Borisa Budina, je priporočen Sona prihoda, je čudovita knjiga. Kako nas je v bistvu, mi smo se sami konec leta 80 osvobodili, potem so nam začeli prodajati učenje za demokracijo, prehod, ne vem. Mi smo v bistvu ogledalo, to, kar se je pri nas zgodilo na vzhodu, je to, kar se bo zdaj dogajalo tudi na zahodu. Mislim, mi smo njihove sanje dobesedno o kapitalizmu izživeli. Ampak to, kar se ti zdaj boš bil, to se mi pa zdi ključnega pomena. Jaz sem ta generacija in jaz se dejansko čutim odgovorna. Moja generacija je v bistvu ta generacija, moja generacija je zdaj na čelu vlade, na nesreči na čelu države in tako naprej. To je ta generacija. In ta generacija v bistvu mora položiti račune. In to, kar bi jaz pričakovala, sicer kako to organizirati, da se vsaj na določenih področjih najde ena odpre razprava med generacijo, recimo na področju literature, vaša generacija in starejša generacija, ker te zadeve treba razčistiti. Konkretno, mislim, če govorimo zdaj o področju literature, na podlagi naših izkušenj povem, da delamo leta 2009 in dialog je praktično nemoč, odbija se kakršnakoli možnost, ne gre tu samo za take stalostne organizacije, kot je DSP, ampak tudi mlade literature, kot je literatura, recimo. Zares mislim, da večine teh ljudi ne zanima, kaj se dogaja v literaturi najmlajše generacije. To je tudi del te splošne patologije, slovenske, sicer. Tu vlada neka čudna polprepustnost, kjer vzameš kakšnega avtorja, ga s tem tudi neutraliziraš, ga postaviš v svoje vrste, ga ovenčaš, da lahko mirno prezreš bujno in res bogato literarno okolje, ki cvetijo in ne vem, tam, če rečemo, od 20. do 32. leta na nas. Jaz mislim, da imamo trenutno res eksplozijo literarne kreativnosti, mnogih tokovov, mnogih pisanj, ki so pač večji del prezrtene. Idiot si tukaj res intenzivno prizadela to stvari napraviti vidne mimo dialoga z temi strukturami, ker pač po vseh teh letih se bo že zgodil, če se hoče, pa ne tako ne, za del Italije. Jure. Andrej, se imeni zame. A ti zdaj poklical na Andrej, ti pa boš vedel, da si Jure. Ko sem se malček informirala o tebi, o tvojem delu, sem ugotovila, da sem ne samo, da je ta generacija, ki danes tukaj mora malo svojo vest tudi na glas, ampak da sem tisti zastopnik absolutne prednosti duhu, ne? In da telo v splošnem odporu do mitizacije telesa v tem trenutku, ki ga doživljamo v vseh medijih, vsak kanonih lepote, ne, se ti že resnično do te mere zagnusijo, da odvračaš vsako misel o zavedanju in o pomenu, da tista skromna misel, ki jo le premoreš, prebiva v neki posodi, ki je tvoje telo. Ti si premišljevalec telesa in tudi njegov skrbnik.
večini primerov se mi zdi, da je bolj obratno in pri meni in pri ljudeh na splošno in pri živalih seveda, da v bistvu bolj telo premišljuje nas, na nek način, ker je pač... Ja. Spet je telo je spet en pojem, ki je večini ljudi približen oziroma ga razumejo skozi optiko šole, in tega, kar smo zvedeli v telesu tekom šolanja. Mi kot otroci, naše telo, to, kar imenujemo ali pa kar čutimo kot telo, kot otroci, je nekaj bistveno drugače, kot tisto, kar čutimo, oziroma kar pojmujemo kot telo, ko končamo recimo nek proces šolanja, to institucionalizirano šolanje. Ravno, ko se okrog tega mojega imena vrtiva, je treba vedno ločiti, tudi kar se telesa tiče, to, kar poimenujemo na telesu in med občutkom, ki ga imamo v tem. In to je pomembno na več nivojih, tudi na političnem in umetniškem in tako naprej. To je ta ločnica, o kateri so se prej pogovarjala, ta ločnica med Nemci pač imajo besedo, zato oboje, Slovenci nimamo adekvatne besede. Samo se sedaj, život. Život se ni več živa, život ni več živa. Ni več uporabe, ampak je slovenščina premoremo. Ja, v hrvaščini bi bilo, se pravi med telesom in životom, se pravi med teoretičnim telesom, katerega smo se naučili dojemati na tak način, kot ga pač fiziologija na način uči, in med tem, kako čutimo stvari, ki se dogajajo v naših telesih. To je neka taka bistvena razlika, ki ima zelo velik pomen tudi v kontekstu posameznikovega zdravja in bolezni, in tudi v kontekstu zdravja ali bolezni, oziroma to sploh ni alternativa v resnici, širše družbe splošno. In to je tako uvod v ta odgovor na vprašanje, ki se mi ga postavlja. Namreč ogromno bolezni, bom rekel, oziroma nekih življenj nasprotnih silnic, bolezen ni nasprotno življenje, to bom potem razložiti, ampak recimo življenje nasprotnih silnic, če se vežemo tole našo istočnico, se nekako rodi ravno preko te hipnoze, ki nam ga producirajo vrh inštitucije, vključno z medikalizirano družbo in izobraževanjem in tako naprej. S tem ni seveda nič narobe a priori, problem je samo v tem, ker v bistvu eno ogromno bogatstvo, ki je v našem telesu zgubljamo na ta način, ker se omejimo na to, kar lahko poimenujemo glede našega telesa, se pravi na neko, tudi sami si razlagamo lastne stvari preko jezika, fiziologije in patologije in raznih označevalcev, zato kar se nam na živem nivoju dogaja. To je mogoče, to, o čem smo vsi govorili, to je ta neujemljivost življenja v besede. Če bi zdaj mi vsi ostali zaplesali, bi vsi čutili, kaj to življenje je. Ampak, če me pa vprašate, kaj je življenje, je to neko odprto vprašanje, na katerega ne bi nikoli odgovor. Tako da jaz sam hočem postaviti to razliko med telesom, ki se ga čutim med telesom kot nekaj, kar dojemamo preko umom, Zato sem rekel, da telo meni misli do te mere, da tako živim v iluziji, da sem pač, da imam pod kontrolo relativno, oziroma da vidim, kaj se dogaja v mojem telesu, ampak nikoli ne moram čisto točno videti, kaj producira kaj. Ravno, prej sem se pogovarjali o tem, že če gledaš naraven probiotičnih bakterij, ki so naši simbioti na nek način, oziroma sestavljajo našo identiteto zelo močno. Probiotičnih bakterij v našem telesu več kot naših celic. In če se samo za malenkost spremeni sestava teh probiotičnih bakterij, se lahko dobesedno ustavi, gremo na polje. Tako da to je zelo tenka meja med tem, koliko je lahko naš gospodar naših celic in obratno. Veliko se zgodi ravno obratno in to je recimo, če to apliciram na področje biopolitike, avtorica recimo ena glavnih na tem področju Merja Mestel,
tukaj je zelo zanimivo, omenest moment, piše se Nestlé, ne? Pa piše o biopolitiki na področju prehrane. Pa še Američanke. Zanimivo, da se v glavnem Američani s tem ukvarjajo. In to ni nujno slaba stvar, da se Američani s tem ukvarjajo. So najbolj prisotni tudi energijsko na področju, kjer se pač ta biopolitika kreira. Ne? Se pravi, problem je v tem, da če plasiramo v širšo družbo, recimo mesnine, ki jih tretiramo z raznimi antibiotiki in hormonskimi preparati, se lahko pa v obdobju ene generacije tukaj mikrobiota, se pravi milje teh naših mikroorganizmov spremeni, da se lahko spremeni vse na globalnem nivoju, oziroma na nivoju recimo zahodnega sveta, ki zaenkrat še konzumira to hrano. Tako da s tem hočem samo odpreti nek dodatni razmislek, da ni nekaj zveličanega nujno, ni nekaj, kar bi bilo ločeno in kar bi imelo neko avtonomijo v vseh možnih kontekstih. Tako da tukaj bi jaz si želim, moja taka notranji vzgib je ta, da se tukaj malo meje pretrese, da tudi same pojme, ki smo jih vajeni, kateri smo vajeni razmišljati kategorije, konec koncev, ne da se jih spremenijo, da se malenkosti meje pretrese, da si damo možnost, da tudi neki patosa vstopi tudi v naš pojmovni svet. Ko sem razmišljal o tem stavku, ki je služil za navdih temu našemu pogovoru, se mi zdi, da življenje nasprotna ni smrt ali pa nič. Se mi zdi, da to je komplementarni del. Tudi če gremo z vidika moderne fizike, se stvari ne da več to dialektično ločevati. Ampak življenje nasprotna je apatija. To se mi zdi, da je bistveno. In tukaj se mi zdi, da si moramo dovoljiti ekscese, ki so lahko ekscesi na več ravneh, ampak jaz mislim, da če govorim zdaj bolj za nas, ki smo tukaj, ki razmišljajo v tem kontekstu, ki nismo neposredno, telesno soočeni z možnostjo takošnje smrti strani zunanjih dejavnikov, da gre bolj za to, da tam, kjer začutimo tisto odprtinca, kjer se naš duh čuti odprtega zadelovanja, moramo z vsem bitjem imeti v tisto odprtince in se ne ozirati na dvome in na mogoče neke zunanje pritiske institucionalne, ki nam onemogočajo, da bi nekako strastjo celega telesa se podali v nekaj, kar verjamemo. Tudi za ceno smrti. Tako da, recimo, dostikrat delam pač z ljudmi te terapije, moj namen ni to, da bi samo simptomatsko pač, seveda tudi, je lažje živeti, če ti ne boli konstantno nekaj. Po drugi strani je pa to neka lahko zelo veliko vredna izkušnja. Jaz vidno poleg tega, da simptomatsko probam nekaj narediti, se pravi olajšati življenje nekomu, je vedno ta moment učenja zraven prisoten. To, da se človek se lahko bistveno spremeni in na telesni ravni in konec koncev na temu, da sploh začne razmišljati na politični način, recimo, če najširše zastavim, če pride v stik z določenimi silnicami, ki delujejo v njegovem telesu, če začne slačiti plašči strahov, ki so nam oblečeni tekom naših življenj. Tako da to je ta dvojni moment, ki sem ga želel izpostaviti. Upati si, razmišljati o smrti, biti v stiku s smrtjo, se ne bati. To je treba vadati, to je treba konstantno. Vse to, da ni gospodar v vlastnem telesu, to je stara zgodba. Je pa res, da pogosto ne prihaja vsak dan. Tudi ni občutena, ostaja naravno nekaj akademske vaje. Za večino ljudi je to nekaj, kar je totalno... Ampak ja, kaj sem povedal glede življenja, glede na to, da življenje stoji na eminentnem mestu v temi pogovora, je
tu mislim, da je ravno po svoje lekciji takšne, kjer se lepo razpre problematika tega, kar on spet misli življenja, ko reče, da ne bom prebral celega, ampak samo konec. In iz kolodvorskih čakalnic, iz kavarnih kinematografov se je prebudilo življenje, tem dvopičje. V življenje. V življenje. V življenje. 4-krat napisano drugače. Življenje ni življenje. Treba se, kar on hoče, je zato uporablja izrazje, ki je že takrat se njega malo patetično. Segovil patosa. Zato, da bi ga na novo artikuliral, da bi naredil prostor, to, kar pravno poezija dela, prostor za to, da se te besede napolnijo z novim pomenom, da si jih na novo premislijo. Tudi beseda človek. Ja, seveda. Isto. Ima kar nekaj teh besed. In tu bi zdaj pa vseeno malo filozofijo peljal, tu se ne more na niča nanašati. Kar tudi vemo, da je posebej tudi prav nekaj. Ravno na začetku besede znanosti reče nič. Življenje spet mora postati problem. Za vso radost, da je vesela znanost, veselje spoznavajočega. Kaj sploh pomeni življenje. In na nekem drugem mestu, kot sem povedal, potrebno je drzno živeti na robu zmožnosti tega, kar življenje pomeni. In se ta obsesija, razumem jo sicer, so to obsesijo zahodnega človeka s smrtjo, to je naša krščanska tradicija in tako naprej. Mi je pa v tem kontekstu to skljubša, recimo, Ciorano antikonstrukt te obsesiji, namreč beg pred grozo, ki jo je, ne prihaja na smrt. Življenje kot beg pred grozo, ki je vprašanje, kakšna je sploh legitimna pozicija tega, kar počneš. Kaj je tisto, kar te počne? Zakaj sploh početi kar kaj je legitimacija tvojega vedenja? To je tisto vprašanje, odgovornost za trudnje političnega življenja. Jaz mislim, da to, kar je Jure povedal, to se tako lepo povedal. Ampak, veš, težko je, ti ne moreš, ko živiš, ne moreš razlagati to, kar si ti povedal, zaradi tega, ker to dejansko potem, vse življenje je patetično, pa dejansko z njim patetično. Recimo konkretno, jaz sem bil alergičen dan na čebele. Tukaj leti čebela, ki če ne piči, in če se ne dam takoj proti strup, lahko umrem v parih minut. Ampak ta čebela in jaz imava nek odnos, razumeš, ne skačem, tle ne delam, ne vem. In to, kar si ti rekel, ne bati se smati, zato tega, ker se sploh o tem ne razmišljaš. Če živiš na tak način, kot si ti povedal, to ni vprašanje. To potem postavlja vprašanje samo, ko dotakneš mejo. In jaz mislim, da če želiš živeti polno življenje, nenehno to premikaš. Zanimiv je primer iz afriške zgodovine. Večkrat to omenjam, ker je zanimivo. V enem izmed plemenov Burkini Faso, pa to ni samo vezano na njih, to je se pojavilo več tradicija, v afriškem in azijskem svetu, da oni verjamejo, da se v bistvu človek rodi v smrt na nek način. Gre iz bolj živega področja na bolj mrtvo področje, ko pride na ta svet. In potem šele tekom iniciacije se vrne realno, telesno in simbolno v svet pred rojstvom in v bistvu tam dobi nek indic, kaj je njegovo pravo mesto na tem svetu, da ne bo živel kot živ mrlič, ampak zato, da bo v bistvu gradil na življenje, da bo v bistvu na nek način na tem svetu dosegel tisto, kar je zvedel v bolj realnem svetu, bolj živnem svetu, pred rojstvom. Ne? In za njih je ta iniciacijski moment potem ta vrnitev v bolj živi svet, ne? V svet, kjer dobijo vsaj nek namig, v katero smer ne sploh grejo. Ne? In oni pač verjamajo, da če
če do tega ne pride, si na nek način že umrlič. Ne? Sicer živiš fizično, ampak bolj kot ne si naravni neke pač žive narave, ki inerciji sledijo. Tako da to je samo tako za obrat, recimo, perspektive. Ljubi prosti, če dovolite, bi zdaj nekaj malček tudi nekaj, ne vem, če čutite enako, ali z različnimi jeziki oziroma z različnimi povedmi govorijo enako naši gosti. Sem v tem razmerju življenja. Življenje, apatija, mislim, smrt poravnava vsega. Mogoče je kdo, ki bi dodal, vprašal, zanikal. Ja, ni apatija kot brezbrižnost, ampak apatija je pač, lahko je nekdo, ki orjenljivo in pač sledi nekim zakonom rasti, ne, nasplošno je, pa ima prazno glavo, ne, je obratno od apatičnega, ne, ampak gre za to, da obupaš nad tem, da si ti tukaj zato, da boš počel nekaj, kar te bo, ker boš čutil, da si nekaj, da rasteš na nek način, se to lahko ni treba, da tematiziraš na besedni ravni, ampak gre za občutek. Ne. In kako ven? To pa je odprto vprašanje. Kako ti hodiš ven? Zdaj si že malo ilustrirali. Ti tudi vsak s svojim delom, svojim udejanjanjem, svojim načinom življenja, svojim zgledom, da rečem tako po šolsko. Kaj je temu trenutku potrebno, pa se omejimo le na belsko, na zahodno, na evropsko civilizacijo. Mislim, en od možnih konstruktov, ki mi je izjemno všeč, je tvoj. Ta raven osebne odgovornosti, prevzemanje osebne odgovornosti za strukturne probleme, nekaj, kar je v bistvu neznanska naloga, spričo tega, kako velike so ravno te strukture, o kateri smo prej govorili, ki ne samo da ustvarjajo apatijo pri nas, ampak ustvarjajo bedo drugje, ki jo potem potiskajo k nam. Spričo teh gigantskih struktur, seveda, in neumnega medijskega šopanja, ki iz njih dela senzacionalno zgodbo za kratkoročno potešitev destruktivnih nagonov, je v bistvu zelo težko kakršnokoli motivacijo si izgojiti. In tu verjetno, kot to Sandra počne, potreben oster fokus na posamezno. Kljub temu, da se zavedaš, da so te strukture tako gigantske, da si so tako majhne spričo njih, fokus na posamično, konkretno življenjsko usodo, tisti konkretni begunec, ki mu lahko pomagaš. To je nekaj, kar nas po mojem zdaj vse čaka. Mislim, na tej točki moramo samo počakati, pa odpreti vrata, pa poslati postelje, pa se bo marsikaj zgodilo, zato ker ta val pogumčev, ki zdaj prihaja, lepša se ne bo pojenja. To je, mislim, čudi me ta politična neoperativnost Evropske unije, da je to do te mere tako radikalno, glede na to, da so obstajajo študije že nekaj desetletij o tem, kakšen val beguncev bo prišel v Evropo. To je bilo vse jasno. Zaradi baby booma, ki se je zgodil na področju arabskega sveta, bližnjih od Severna Afrika, kjer ima prebivalsko strukturo 60-70% ljudi. Ja, 60-70% ljudi je starih do 25 let. To je nepredstavljivo za nas. In brez perspektive, brez ekonomske perspektive, izjemno nestabilnih političnih razmer, ki smo jih mi za svojo postkolonialno politiko ustvarili. Mogoče ne ravno Slovenija, ampak Evropa definitivno. In račun bo zdaj položen, zdaj vsakega posameznika, odvisno kako se bo odzval v tej situaciji, ki prihaja. Mislim, da se bo naša družba temeljito spremenila zaradi tega. To je po mojem največji dogodek 21. stoletja, kot ga zdaj pogledamo z te perspektive.
Jaz odločiti, kar si ti povedal, ko me bila zlušati. Jaz nimam nobene izhodne strategije. Jaz živim življenje brez tega. Ker če bi imela izhodno strategijo, potem tega ne bi mogla početi. Ker potem se zmeraj se držiš tega, da lahko odnehaš. Ali odnehaš tako, da se omakneš, ali odnehaš tako, da se ubiješ, da se vzameš življenje. Tako da te izhodne strategije nikak pomeni, da se bo zadeval tako kot večji avto, ki se bo nekje ustavil. Zdaj, kje se bo ustavil? Bi se vsem, jaz sem strajen. Ja, mislim, zame to ni vprašanje. Pač ustavil se bo, ampak tisto, kar je pomembno, ni točka trka, ampak kako pridem do tam. Trčivo bo, to je definitivno. Sandra, jaz te moram tudi kot ex-pedagoški delavec vprašati. Ne da bi zaustavila to debato, ampak to, kar ti delaš v tvojem življenju, kar je tvoja zaveza, kako se to, seveda, ker je to vtkano tudi v tvoj nenazadnje profesionalni, profesorski odnos s to generacijo, ki zdaj raste gor. Kako lahko vidiš, kako lahko naslikaš to, koliko te slišijo? Mislim, tle v tej knjigici berite, ampak morate brati takole. Knjigi treba brati včasih od začetka do konca, včasih odprete na ključno stran, ko berete. Ampak tle je nekaj, samo da najdem, slovenski časopisi in revije so z nekaj izjemami nepotrebni, pokvarjeni barometri, ki jim ne verjamemo več. Leto 22. To bi morali napisati tudi na note za vsake, ki vzame karkoli. Žal Bog, jaz imam to težavo, meja kulpa, meja maksimum kulpa, ampak jaz imam to težavo, da je novinarski poklic eden od redkih poklicov, ki ne premore niti kančka samorefleksije, ampak res kančka, da bi se postavili in premislili to, kar počnete. Na drugi strani so pa svetu prepričani, da so pomembni. Pa so absolutno nepomembni. Kot pravi Serža Limi, kako blagajničar, ki v supermarketu poveda, da nima nobenega vpliva na odločitve so lastnika verige teh nakupovalnih centrov. Nobenega vpliva. Skratka, jaz študentom to povem, koliko slišijo, imam samo to, da v zadnji čase, ko se sesuva cel ta svet, da dobivam tedenska pisma raznih novinarjev, ki jih odpuščajo ali delajo pod nemogočimi pogoji. In tisto, kar si lahko rečem, ne morejo mi povedati, da tega niso vedeli. Zavestno so se odločili, da do konca, dokler lahko sedijo na tem vlaku in niso naredili nič, absolutno nič, da bi se zadeve spremenili. Medijski svet se bo sesul. Absolutno se bo sesul. Ampak ti veš, da je generacija, ki zdaj deluje, to je generacija, ki je razvila komplementarni komunikacijski sistem. Oni te medije ne rabijo. In enkrat se bo ta samo šizma odprla in konc. Tega ni več, to ne vidim problem. Zdaj, kar jaz študentom povem, prva stvar, ko se mi srečajo, ko dobim 18-letnike, ki se jim ne sanja. Mislim, oprosti, Jure, oni se ne zavedajo ne telesa, ne enega, ne drugega. Nič se jim ne sanja. Pridajo v nek svet in rečem jim, prva stvar, rabite dve stvari. Skratka, jaz jih ničesa ne moram naučiti. Tisto, kar jim jaz lahko nekako jim pomagam in jim peljem, rabijo dve stvari. Rabijo tole tukaj. Skratka, da kritično razmišljajo in postavljajo pod vprašaj vsako stvar. Na svetu ni dobro. In predvsem pa ne to, kar jim jaz govorim, problematizira, da ne bi slučajno meni dali privilegirana pozicija. In druga stvar... Če samo skočim prej, da veš druga stvar, nakratko bi sam, ne vem, dal odgovor za to, kar je bilo včeraj naslovljeno kot mrtva črka na papirju, mislim, kak razsvetljenski ideal, kritična drža je nekaj, česar se vseeno zahodnjaki lahko s ponosom držimo. In druga stvar, torej to tukaj. In zato morate, jaz sem zgrožena, resnično zgrožena, da prihajajo generacije ljudi, vključno s tistimi, ki so nekoč to bile, pa bradne kulture ni več. Ljudje ne znajo brati. Ljudje nimajo potrpežljivosti, da vzamejo, pa ne mislim, da zdaj berejo, ampak da preberejo par stavkov, da se na tem zamislijo.
In zdaj druga stvar, ker meni je tudi pomembna, ker to je v mojem življenju, to je komplementarno eno z drugim. Kaj imajo tukaj, na levi strani? Tukaj je srce. In če imaš srce v življenju, ne moreš škoditi mimo, ne da bi pomagal, ne da bi stvari spremenil. Če tega narediš, potem tudi s tem je nekaj narobe. In v izjemnih primerih se te dve stvari združijo v meni. In takrat nastane to, kar jaz ne morem drugače imenovati, ampak to so zame dobri ljudje, ki jih lahko najdem kjerkoli, lahko so v akademskem svetu, lahko so čisto ljudje, ki jih takole srečam, s katerimi tudi delam, ker imamo nek cilj, nekakšno, ne vem, luč, ki jo vidim na drugo proti kateri hodimo. Tako da, to, kar si ti rekel, nekaj časa sem padla v to skrajnost, da sem se počutila kot oni flagelante v srednjem veku. Vse bolečine sveta na moj hrbet. In sem mislila, da bom, ne vem, gledal novice in joka. In potem sem rekla, ampak to je pa, to pa je privilegij zahodnega človeka, to je kič totalni. Ti sediš in se jokaš na bolečino drugega in si čist, boli ti srce. Fina medijska strategija. Ja, vem, Jure, ampak to je treba to je nalažno. Sediš pred televizijo. Ja. Kroži to, te gleda so velik razli. Je pa to, Jure. Mislim, da jaz sem tudi. Potem pa sem šla često, zdaj v bistvu ne da me joka, mislim, bolečina, zdaj me reže v telo. Res, ko vidim, kaj se dogaja in ko je treba ljudem pomagati, edino o čem razmišljam je čisto pragmatično, kaj lahko naredim. Torej vidim potrebe. Zelo resno vprašanje, ja. Birokratske. Ja, mene boli zdaj telo, prej me bolelo imaginarno dušo, pa sem uno jokila, zdaj me pa boli prav telo, me boli in nekaj poskušam spremeniti. Zdaj, če kateri od študentov, zmeraj se najde kdo, ki temu sledi, je pa težava, da taki ljudje, kot sem jaz, morajo biti tudi zelo nevarni, ker imamo eno tako dimenzijo mesijanstva, tako da ne rabim slednikov. Ne slednikov? Ne. Človek mora do tega priti sam. Jaz ne rabim nekoga, da hodi po mojih stopinjah. Jaz rabim sopotnike, partnerje, tovarišice, ki bodo skupaj z mano. Jaz ne rabim nekoga, ki bo hodil za mano in bil v varnem zavetju tega, kar jaz počnem. Tega ne rabim. In ne morem tudi prevzeti odgovornost za tiste, ki so za mano. Ne vem, mislim, mogoče je to zelo ostro povedano, ampak vsakdo, torej odgovornost je nekaj, kar je individualno. In to, kar jaz počnem, lahko jaz počnem in jaz prevzamem odgovornost za svoje delo. Že zdaj, mogoče pred 10 leti bi še se počutila odgovorna tudi za to, kar počne Borut Pahor. Delamo tudi Boris Pahor v svojih nacionalnih zapisih. Zdaj ne, zdaj se počutim odgovorna za to, kar jaz počnem in poskušam stvari spremeniti. To je zanimivo, če se sam navežem, če sem kot model, recimo, to služi, kar bom povedal, v določenih terapevtskih praksah zelo podarjajo to, da namreč med terapevti nasploh je zelo ta arhetip mučenika prisoten, se pravi, da si hkrati žrtev in junak. Se pravi, da ti si tisti, ki se boriš, ko nekomu pomagaš, ko delaš nekaj dobrega, ampak istočasno pa toliko trpiš, da komi živiš, da te rak razjeda, da bolevaš, da imaš depresije, da si anksiozen, da skratka ne moreš ti kot bitje, ki si na to svet prišlo, na ta svet, bitje, ki je prišlo na ta svet z določenim namenom, ne, nikoli čisto točno ne veš, ali je tvoj namen to, da trpiš, nekaj temu, da hkrati pomagaš drugim, in tvoj namen ta, da uživaš, ali sem uživa zemljo tako zelo poenostavljeno. Oziroma, da saj v svojem telesu se dobro počutiš, če ne drugega, ne. Dobro počutiti ne pomeni, da imaš nobenih bolečin, ampak to, da se ne žreš na vznoter, ne. Tako da v bistvu tvoja etično prepričanje, tvoj čut odgovornosti te lahko tudi totalno razje. Jaz sem poznal ogromno ljudi, ki jih je njihov čut odgovornosti ubil. In nisem čisto prepričan, to imamo vsi še pred sabo, da mogoče v poslednji uri, ko
ko se ti odvrti življenje in ko ne vem, ali pa si pri Svetom Petru, kjerkoli že, ne, odvisno od prepričanj, da se rečeš, pismo sem bil kreten, ne. Totalen kreten si. Ampak to vzameš za kup. Ja, vzameš, ja. Če imaš srečo biti zares kritičen, torej samo kritičen, si že v času življenja nekaj rečeš, točno pole. Ja, večkrat, ja. Če jih premakneš. Ja, ja. Ampak govorim o tem, da če nekot model služi recimo pristop, ki se recimo v krajni sakralni terapiji uporablja, ki jo pač izvajam, je ravno to, da si ne smeš dovolj, da bi simpatično deloval s človekom. Empatija ne pomeni, da čutiš bolečino drugega. Moraš biti na nek način distanciran te bolečine, kar pa ne pomeni, da si apatičen. Ne, sploh ne. Ja, da zaznavaš. Ja, če takrat mu lahko pomagaš, takrat, ko v bistvu on stran dobrega in zlega to bolečino dojemaš. To ne pomeni, da se ne boriš proti tistim, ki delajo narobe. Problem je tega akademskega relativizma in zahodnjaškega nasploh. In to je tudi ena izmed, bom rekel, posledic filozofske tradicije in vsega, pač, kar smo si nabrali na nivoju, rekel, znanosti in filozofije in tudi umetnosti kot inštitucije. Ne? Ampak gre za to, da si sam ne smeš dovolj, sam si blagno moči vzameš, če v vsakem primeru deluješ zelo empatično. Ne? Če dovoliš, da se ti telo trga ob dejstvih, ki se po svetu pač dogajajo. Do neke mere se mi zdi, da imaš precej več moči prav za let lahko vzameš, za res velike skoke, samo tako, da se na nek način distanciraš emocionalno od vsega. Emocionalno pomeni tudi telesno od vsega, kar se dogaja. Bodi si v lastni partnerski zvezi, v osnovni svoji družini, oži, v družbi, v svetu kot celoti, v univerzumu, če hočeš. In se mi zdi, da ne vem, to je bolj v razmislek, ne? Jaz ne vem, jaz iščem odgovor, jaz živim trenutno v nekem odprtem vprašanju, ki je precej boleče stanje, ni lahko, ne? Če ignorance is bliss, ne? Nekaj ravni. In če imaš ogromno nekih odprtih vprašanj, lahko zelo trpiš in v bistvu lahko uničeš tudi marskoga okoli tebe, ne? Ki ga imaš rad. Če toliko močno čutiš vse, kar se dogaja, da rateš samo destruktiven. Ne? In tega se dosti ljudi ne zaveda. In dostikrat pride takih primerih bodi si smrt in pač, kar se že potem dogaja, ali pa neka to huda bolezen, da ti z neko zunanjo klofuto, ki je resnic notranja, toliko premakne perspektivo, toliko te iztiri lahko, da te tudi cel tvoj sistem vrednoti. Vse, na čimer te vrednote slonijo, kar je dostikrat zelo človeško, predčloveško, oziroma telesno, ne, kar niče to postavo. Dostikrat je šele patos pripelje, tudi v smislu patologije do tja, da se mogoče stvari postavlja na neko novo pozicijo. Zdaj govorim to na splošno kot model, pa če se razmišljam o tem, oziroma probam nekako najdeti neko svojo pot tukaj znotraj tega in ne vem, odgovora nimam. Jaz tudi mislim, da nekih ultimativnih odgovorov in tako da ni. Ne? Tako da to vsega znanost, ne? Če ni sam v znanosti govoril, ampak predvsem govoril o plesu. Ne? Lahko si hkrati bojevnik. Mislim, to je tudi ta Ničejev, ta njegova alegorija napredovanje človeka od kamele preko leva do otroka. Ne? Otrok je tisti cilj. To pomeni, da si bojevnik, ki čutiš svet in se boriš proti stvarim, ki enostavno, ki se ne bi smele dogajati, ampak istočasno lahko plešeš. Ni treba, da ležiš brez energije v nekem jarku in jokaš. To je tisto. To hkrati je možno doseči, tam tako ogromno dela potrebno, da to dosežeš. Jaz upam, da možno doseči. Upam, da je možno doseči. Niče ni tako optimističen. On pravi, to je zelo naš človek. To je zelo naš človek. Nekaj, kaj bo morda v prihodnosti prišlo. Ja, naprimer, Ampak to je neka res skrajna idealna točka, kateri Niče stremi. On je že v sprehodu po švicarskih Alpah, tisti dan, tisti trenutek, ko je zagledal tisto jezero, ne,
takrat pa ta impuls, ki ga je dobil v tem Cannu in v tistih švicarskih gorah, da koncev, da je lahko nadčlovek, mislim, da si nadčlovek je tako malo čudna beseda. Čez človek, ampak da nekako si v stiku s tem tudi v trenutkih, ko se vsak dan sprot v polnosti zaveš, oziroma romantične lepote, oziroma neke smiselnosti vsega, ne? Ampak to ni, to zelo težko potem... Ampak ravno to je to, se zavedati te lepote, recimo, je nekaj, kar v naši kulturi pomeni opremitev, ne? To je, mi imamo to sublimno lepoto, ki jo čestimo, ne? Tista, ki nas v bistvu opremi, ki nas dela nemočne, ki je tako mogočna, ne? Da postanemo melankolični in nihilistični, ne? Kar je v bistvu nekaj zelo lepa, romantična podoba štukovnega človeka, ki je meni čisto všeč, jaz se ne bi kar opustil, ne? Ampak... Ker je nikavno. Ja, izjemno lepa je, ne? Mislim, da tudi ogromno pove o tem, kako izgleda naše življenje. Hkrati pa, ja, verjetno prizadevanje, ker tudi nič pravi, ne, zato, da se sploh lahko spoznavajoč, pa ne, zato bo filozofa kaj drugega. Torej, da lahko dostopaš do vprašanj, kaj je človek, kaj je življenje. V bistvu potrebuješ ravno ta odmik, to askezo, ta nihilizem, ne moraš iti skozi to, da to je most na človeka. Ja, tukaj, ko sedim, ne, tukaj zunaj ta prizor, črte, orte, borovci, tički, čvički, imam skozi občutek, da sta so stari filozofi, da smo 2500 let nazaj in da imamo možnost popravnega izpita, oziroma tam, kamor je filozofija tokom teh stoletij, ki so še leti pelale po nekaj, kar se zdi pot racionalnosti nujna pot. To pot je treba zdaj do konca pomisliti, ne. Mislim, jaz to, kar samega pravi, mene osebno to poganja že vse življenje, ne. Kar sem se kot otrok na neki točki zavedel, kaj se po svetu dogaja, nisem mogel verjeti, da pripadam rasi, življenjski vrsti, ki to tolerira in tega še danes ne toleriram, ne. In tudi jaz nenehoma premišljam, kako organizirati akcijo. Tudi jaz se sprašujem ta vprašanje, ne, in z Nietzschejem in tako naprej, ampak po drugi strani pa ravno zdaj sem ponovno bral, se to nekaterim že povedal, Marxov Kapital, znova ga berem kot poezijo. Ker je to črka A človeštvo, s katerim želim živeti. Res. In tudi kot eden od iniciatorjev in soorganizatorjev protestov, pravzaprav mislim, da se tukaj nevestno strinjamo, da smo prišli do zaključka, da zavedanje je najvišja oblika protesta in tega se bojijo. Kako se organizirati proti kolosu, ki je stoletja nekaznovano roko koloniziral ves obstoječi svet, danes pa to počne tudi navznoter. Mi vemo, da je tehnologija pripeljala, in tudi to je filozofsko vprašanje, pripeljala je umetno inteligenco do take ravni, da je nobene naših umov več ne košta. In vsa ta strahovita moč, ki natanko pozna naše bioritme, naše poti, izrisane, vsa leta po zemljevidu sveta, pozna naše reakcije na to in ima vsa sredstva represije v rokah, torej to silo je treba do konca razumeti. To je ta nihilizem, rekel bi tole, ena stvar je, ki ti svetu absolutno ne spremenja. In to je to, da je častno ustvarjati za dobiček. To bom rekel, jaz mislim, v živalskem svetu težko najdemo tudi med najbolj zavržnimi vrstami, amebe, ki so recimo karkoli, tako primitiven, ampak res principin. Jaz mislim, da dokler tega res ne dojamemo, tega ne moremo brez Marxa, pa ne samo Marxa, vseh, ki so, ker on je pravzaprav samo imenoval zgodovino, on je napisal, on je prvi pisec zgodovine, resnične zgodovine tega zagodnega človeka, ki se ponaša Sikstinsko kapelo na drugi strani pa s takimi pomori, da tega zgodovine ne vidi. In jaz čutim to velikansko potrebo in ker vem, da je naša moč prav misel, beseda in tudi tiste besede, ki jih še ni, ki se še ne moramo naučiti.
razumel, da me ne bo razmišljati, katera so tista dejanja, ki bodo temu kolusu spodnesla tla, če rečem, pod nogami vsaj toliko, da se bo zamislil in da ga bo človeštvo prevzelo nadzor nad njim. Govorimo o človeku prihodnosti, govorimo o človeku, o katerem govori Kosovel, tudi v manifestu Mehanikuma, ko pravi, novi človek prihaja skozi čutite se klikanje vseeno, ne vem, ali je Slovenica, ali je Bolgar, ali je to. Mislim, jaz ga lahko se bilo čutim, predvsem ravno prav tega, tudi neimenljivega, težko imenljivega, pravzaprav imamo tako fantastično energijo prihodnosti. On v prelevici tudi ravno nekaj točki, da je, ko je čas velike spremembe, da cela zemlja trpi, cel organizem, tako kot pri porodu. In danes smo v takim času, vse se trese. In bolj kot se bo treslo groblje v našo dušo in genetiko, se bo opisal spomin na to, kako ne sme biti. In pride čas, ko bo človeka, kar danes veljajo stekleni biseri, ta isti, s katerimi so prevarali indijancem, vse ljudstva po svetu, danes veljajo v Sloveniji vse posod. Vsi tečejo, intelektualci tečejo za steklenimi biseri, za tolački, za evrčki, kot ovčke. Mislim, ovčke prej premislijo, od koga bojo so vzele, pa ljudje, od koga bojo dna. Mislim, in jaz v tem smislu sem optimist, mislim, da so le tudi čez akcije, torej to idejo, to misel res narediti tako prodorno akcijo in to svetovne, globalne akcije. Ker kapital, vemo se, je svetovno poveza, kapital šliti ne ve. Jaz sem pripričan, da ključni lastniki kapitala danes se zelo veliko v smislu življenja sprašujejo. Vemo, da je po eni strani pedofilija zelo zvezana z njimi, ne vem, če to veste, če ste v zadnjem letu smo pričali skritem grozljivim. Milijoni otrok, pravzaprav otroška prostitucija zlorabe. Gre za resnični nihilizem, do konca uresničen, ki ga je treba razumeti. Tem ljudem se pristava višji status bogov, kot kadarkoli človeški zgodovini. Faraoni so bili. Ja, to ne bi povezoval, no, to se ne strinjam, ampak ja. Ne, moram to potem tak plas zavedati sebe. Da malo povedati, vsaka knjiga, ki smo naredili, delamo, mislim, Tjaša Iskala, delamo za to, da zatresemo, da tresemo struno sveta. In tudi od otroških duš, ki berejo pravice, ker nami so pravice zelo vplivane in šele kasneje se zavedi, koliko so dragocene, poezije do vsega, zato ker kličemo k temu tresenju, tudi neprijetnih strun. To se misli, da je zelo pomembno. Mislim, če govorimo o kulturi branja, po tem, da so ljudje autisme in tako naprej, je pač delo na pravljica, na zgodnjem branju in na to tudi, potem smo govorili na literodromu, ena luknja se zgodi, da pri malih otrocih recimo je dokaj aktivnosti pri nas, potem pa nekje tam v osnovni šoli pa to pač se prelomi in pojenja in se energija, pedagoški napori izginejo. Ni nekih struktur, kako bi držali recimo otrok v mladinski literaturi, da bi brali naprej. In tu so po mojem pomembni nastavki. Res je treba, kapitalizem to zelo dobro ve, zato je če smo fazi, ne smo pozarjali. Ustvarjalno delo, svobodna misel, knjiga so preganjane in cenzurirane sistematično kapitalizmu bolj kot stalinizmu. To je načrt. Avtorsko delo za najbolj deprivilegirane avtorje je zelo obdavčeno s 50% ni. Mislim, producenti so pa še obteženi z ogromno nemogočega administrativnega dela, da se kot Sizifom nadajajo, z tega, da bomo jasno bili živce delati z avtorji. Govorijo o svobodnem pretoku blaga. Če jaz povalim tele 5 km stran italijanskega avtorja, imamo z računovodki na 2 uri trdega dela, da bomo 5 evrov splačali po zakonu. In bom rekel, ustvarjalna misel je, so smrtni sovražni, bojijo se nas in upravičeno se bojijo. In jaz bi rekel, da se nas res upravičeno bojijo, zato pa imamo ta film. Kaj lahko še nas nekaj? Izvolite. Meni ste danes jemali sapo, ker smo sočasno mislili toliko tega. In se mi je utrnila misel, ki seveda ni moja, a je enako vredno moja sočasno, kako pomembno je, da se kot pesniki, umetniki, ljudje, kot človek, pisano z veliko začetnico, ne zaljubljamo v smisel življenja, temveč v življenje samo. In to se nujno pripnem na te Jure. In tedaj bi se tudi pripela na pojem sočutne bližine in tedaj na vas, Sandra.
Jure je govoril o kraniosakralni terapiji kot o enem izmed komplementarnih načinov zdravljenja, manualni tehniki, ki sem jo tudi sama doživela kot učenka, izvajalka in prišla do pomembnega zaključka. Ko sem čutila bolečino sveta, skoncentrirano v človeku pred seboj, je bila ta bolečina tako prežemajoča, da me je napravila slepo in nemo in da sem bila na nek način v čutenju povsem spodsekana. Resnična zmožnost razumeti ta svet, ga torej pristno umivati, je ne ograditi se od bolečine, ampak biti polno zavedanje te bolečine in tedaj biti polno samozavedanje. Če bi zmogli to izjemno potenco, to moč, da bi se urili v zavedanju, v samozavedanju, ker šele takrat lahko zares facilitiramo, šele takrat smo zares lahko v oporu svetu. In tako slikoviti ste bili, Sandra, ko ste rekli, da ste ob srkanju, na nek način mazohističnem srkanju obvestil, ki so prihajale iz množičnih občil, lahko točili solze, da to je bila tista faza predzavedanja. Zdaj pa podajate roko. Spet in spet in spet. In to so dejanja sočutne bližine. Da pa smo lahko v dejanju sočutne bližine resnični in polni, pa moramo biti, in to bo slišati tako neskončno ohlapno in se opravičujem, ker ne zmorem takšnih jezikovnih orodij, da bi bila točnejša, ampak da bi to zmogli, moramo biti sproščeni v tej učljivosti in igrivosti. In to je spet tisto življenje, napisano z veliko začetnico. Da. Seveda do teh zaključkov ne bi prišla drugače kot skozi knjige po branju britanskega filozofa Petra Wilberga, s katerim me je spoznal tu prisoten Jure Capuder. Zdaj pa me resnično zanima stik, zanima me dotik, zanima me čutenje, ki ga ne želim podcenjevati, zanima me, da tudi biologija, biologičnost. In potem, nazadnje, me zanima vse tisto, kar je onkraj, zunaj in kar je tako zelo notri. Hvala vam res za vaše prispevke. Ste tako sijali. Dobri ljudje ste pač. Ko si zmenjala bližino besed, da si pa nasprotna, nasprotna pojma. Jaz se po svoji prvi knjigi ravno predvsem s tem ukvarjam. Vprašanje bližine v bistvu zelo... Bližina je žalostno pojem, na nek način pomeni ravno nemožnost stika. Bolj, ko si blizu, bolj vidiš, koliko stik ni mogoče. Bližina je v bistvu ne stikati se, biti pri nečem, stati ob nečem. Na nek način je eno veliko hrepenenje v pojmu bližine, ravno zato, ker označuje nemožnost stika. Ampak hkrati pa bi, da je jezik pogosto in oba sva pod navednicami pesnika, da je jezik pogosto hrom in da je tako izmuzljiv, kakor je prožen, je hkrati brez udov in ne zmore opletati v trenutkih, ko to opletanje vzgiba gladino, ko prezrači zrak. Veš, kaj mislim? Zame je bližina to, kar ti praviš in je vse kaj drugega. Je, oprosti, Jure, kar povej. Ravno, da ne pozabiti misli. Oba dva veva tudi, da je pa ravno tisto, kar je življenjskega na jeziku. Rekel, če sem malo newagevski, tisto, kar je energija besede, da lahko da besedno ubije, direkt. Recimo medicinska diagnoza, nocebo efekt. Zdravnik lahko z diagnozo fizično zdravega človeka ubije, da besedno fizično ubije. Nocebo, ja. Ampak teh primerov je ogromno in tudi te se lahko sami. Predstavljate si, pač, da se zmoti. Predstavljate si občutek v lastnem telesu, da greste zdravniku, da imate nekaj buljco in zamenjajo izvide.
in vam povedal, da ste raka v zadnjem stadiju, da imate pač še 3 mesece. Predstavljali ste si telesni občutek. Takrat zgine vse. Takrat ratajo za večino ljudi v tistem trenutku fizično, potem je drugo, ko se začne s tem spopadati in vklopiš vse možne moči in mehanizme, ampak v tistem trenutku zgine vse. Takrat ni niti svetovnih problemov, niti, ne vem, težav. Tako. Takrat si z tega vidika je lahko jezik najmogočnejše orodje v smislu ustvarjanja ali pa uničevanja. Ne? Obstaja tudi tako, da jezik ima tisto, kar je življenjskega na jeziku. Ne? Je praktično edino orodje, ki nadaljavo ubija oziroma zdravi. Ne? Da ne govorimo o črni magiji in tako naprej, ampak črna magija je tudi kodificirana kot jezik. Ne? To je neka vrsta jezika. In zanimivo je to, ko si govoril v stiku in v dotiku. Zdaj, tukaj imamo spet ogromno možnosti. Problem jezika je tak, ker vsaki stvari, o kateri govorimo, se nam odpre ena plejada možnosti. Ne? Če se vidi, nismo sledilci kakšne šole. Če se vidi šole, potem imaš rešene zadeve. Ne? Imaš točno določene meje in se tam ustaviš in nimaš problemov sam sabo. Ne? Ampak že to, kje se naše meje končajo, ne? Ti lahko imaš stik s človekom, ki se ga ne dotikaš. Ne? Oziroma, lahko se ga dotikaš, pa si zelo oddaljen, ne? Od njega, lahko čutiš in bližino in se hkrati dotikaš. To je čisto bom rekel, tak strukturalni problem, ne? Ki so naše meje. Ta Heideggerov primer je zanimiv. On pravi, da to živeto telo, ne? Ta life, ta život, ne? Život. Ko pokažemo kozolec v daljavi, za takrat naše živo telo razteza do tistega kozolca, ni omejeno s kožo na našem prstu. Ne? V tem smislu je ta dialektika, stika in dotika zelo bogata področje za filozofe, za razmišljanje, ampak večina ljudi pa to vsak dan živi. Mi nismo tukaj zdaj v nekem lepem, slonokoščenem stolpu, ne zaprti. O čemer se pogovarjamo, je najbolj realna stvar, ki obstaja. Ne? Samo mi imamo nek drug modus izražanja in nam lasten način jezika, s katerim izpovemo nekaj, kar se dogaja vsakem človeku, ki tam ne posi travo ali pa skratka dela, kar že dela. To čutimo vsi, to je nič po živi biti. Tako da, to je spet eno prvo vprašanje, no, ampak ne vem, zdi se mi, da je to pomembno, da se tudi, če govorimo o realnih korakih, kako spremeniti niti. Jaz mislim, da bi pedagoška fakulteta mogla postati tako nek cvet, zelo patetičen, nekih modrecev, ki bi pač bodoče učitelje in konec tudi starše učili. Ne? Skratka, zdaj to spet malo tako na meji z nekim razsvetljenim absolutizmom, ampak gre se za to, da ne uvažamo nekih idej, gre se za to, da se elementarnih stvari lotimo. V šolah se ne učijo več elementarnih stvari. Že to, da so učenci v osnovni šoli samo zaprti, v zaprtem prostoru, da sedijo, to je z velika telesa močno vpliva na um. Da ne govorimo... No, to je pač jasno. Ti nameni tega so pač, to je bilo politika. Ne? Pač to je za nalač tako. Ampak recimo, konkretno, če bi samo to dosegli, da bi sedeli na tleh v krogu, noben čisto točno ne ve, kaj bi se zgodili. Lahko so ogromne spremembe z neko minimalno intervencijo. Zdaj, to je pač špekulacija, ampak jaz vem iz osebnih izkušenj, da se da ogromno spremeniti z tem, kako nek sistem, ki se zaveda, kako človekovo telo kot celota funkcionira, ne telo kot nek skupek celic, ampak telo kot tisto, kar človek čuti, ne? Veliko telesna identiteta. Ne? Koliko močno vpliva na vse ostalo. In tukaj pač to seveda ni neka rešitev za vse probleme, ampak jaz mislim, da bi bilo nujno, da bi se začeli s tem ukvarjati. Od malih nog naprej. Da v bistvu, da tukaj nek tak preskok kvantni se zgodi. Ne vem, jaz upam, da ima Bruce Lipton prav, spontane evolucije in tako naprej.
In če poznate, on je pač biolog in on raziskuje te preskoke v zgodovini. On pravi, da evolucija ni neka linearna ali pa eksponentna linija, da se preskoke dogajajo na tak način. Ne? Zdaj, lahko je moment preskoka glede na fiziko in na časovne dimenzije, lahko ta preskok traja tudi par stoletij. Ne? In bo še vedno preskok, ampak noben ne upam, da ima prav, ne? Da se bo da se bo to zgodilo brez bom rekel, nekih nasilnih intervencij, ne? Kakršnih koli. Upam. Revoluciji, ali pa to, da bomo tisti, ki nam gre za to, da se kaj spremeni, pomrli v naših željah, potem, da bi nekaj spremenili, da bi pač to je tako. Jaz sem tu prej pesimist. Mislim, čelovne te strukture, v katerih sem govoril, so tako omnipotentne in močne, da si težko predstavljam, da bi se kar zgodil preskok na pozitivno. Ampak, mislim, ravno iz tega pesimizma ven, da se misli pač nujnost. Recimo, da zaupamo znanstvenikom, da je spontana evolucija možna. Mislim, jaz tudi ne bi tako, ker recimo, če ti odzameš, mediji so prišli v tej svoji način, kako poročajo v svetu, so prišli v to uravnovešenje v objektivnost. Da na eni strani boš imela nekoga, ki potrdijo zgovorijo znanstveni diskurzom, na drugi boš imel kreacionizem. Zdaj pa ljudje me odtehtajo, kar to, kar velja. Jaz ne bi bila prepričana. Ne, jaz sebe definiram, ti si kaj si, ti si pesimist. Ne, jaz mislim, da sem realist, ampak pač... Ja, to je definicija. Pesimisti običajno se zagibajo imenovati se pesimisti. Jaz sem pa, kako bi sebe, jaz sem depresivni optimist. Ja, ampak jaz mislim, da prva stvar, ki jo moraš narediti, je, da se izogneš temu občutku nemoči, da se stvari ne dajo spremeniti. To je kako te sistem zablokira. Ko ti ves čas govori, da se nič ne da spremeniti, seveda, ko se postaviš v pozicijo, jaz proti ogromnem sistemu. Ampak v spremembah so številke pomembne. 1 plus 1 plus 1 plus 1 in tako naprej. Tako da jaz to verjamem, ampak ključno vprašanje, kot ga jaz vidim, je, da enostavno svoje življenje ne moreš zapraviti tako, da ne poskušaš stvari spremeniti. To je ključno vprašanje. Tudi, če na koncu se dejansko v mojem življenju nič ne spremeni. Če bi ta stavek vzeli za zaključek, mislim, da bi spodobno sklenili to polne ura in več. Čeprav bo seveda Jaša beseda še tvoja. Jaz se bojim, da ne bom zmogla poguma kasneje, ko bo nekaj več fizične bližine na delu, ampak Uroš, jaz te moram še izzvati glede bližine, ker sem se bližini posvečala vse svoje življenje in se ji tudi ta hip. Torej, nekoč je bilo moje umivanje bližine zelo vezano na nedotik, ortodoksno na nedotik. Zdaj pa se je to zasukalo v vse dotik. To sem želela reči. Ne, kar je, ja, zame obstaja ta pozicija, postavljen, ampak hkrati pa vidim, da se nakazuje neke druge možnosti tega, kar bližina. Recimo, še vedno mislim, da bližina označuje ravno to nezmožnost, kar ne pomeni, da stik ni možno, ampak samo da bližina je zgodba o tem. Ampak da je recimo možen drugi konstruktiv bližine, ne zgolj tak repenenski z Emerson prežet, ampak moč nek bolj apoliničen v smislu neme pripadnosti, nem stati v pripadnosti drug ob drugem, recimo. Ja. Druga oblika bližine. To je zame vse dotik. V vse dotiku. Vas ljubeznili, danes poslušalci in tukaj izvrstnih ljudi z čelom, za katerim je veliko in tudi s srcem. Se tako poslavljamo od tega prostora, ki nas je gostil
in ki vleče nekaj zgodovine, katere dediči smo in katere dedinje sva kot generacija z doktorico Sandro in se vsak dan se gledamo v tla, ne? Zaradi občutka krivde. Nimam je več. Ti si se, jaz jo imam. Mislim, premaj delala. Na tem bomo na kavi. Veste kaj, to je res Arkadija, oprostite. Ta sanjska možnost biti tu in govoriti, misliti in čustvovati. Tako da to niso sponzorske zahvale, ampak daj Bog, da sanje preživijo, da ljudje še berejo in da sanje širijo ta svoj virus pokončen še naprej. Hvala lepa. Hvala, dragi Ireni in vsem ostalim. Vsi sodelujemo, delamo te projekte, torej pač prostovoljno, ne? Kar je privilegij. Zdaj pa kaj ne rečem. Upam, da bomo tudi filozofiji povrnili večje spoštovanje in se poglabljanje, ljudimo vrtove, razmišljamo, da spreminjamo svet. Z vsako starjo ga spreminjamo, ne nehamo danes je pa čas, in prihodnje leto upam nadaljujemo. A lahko sem eno majhno še zahvalila, če se vi strinjate, lahko v našem imenu. Jaz bi se zahvalila tudi vsem vam iz založbe, ki ste tukaj, od Ive, Erike, Marka, Daniela, Narcise, Robert, vsi, ki ste tukaj, ker ste res, mislim, neprecenljivi. Štjane, Ede, Tajne, Tije. Vse, tih naštejih. Jaz začnem ti pa potem na točnico dodati. Vsi ste res čudoviti ljudje. In jaz mislim, da tudi ti moraš biti Rok srečen, da delaš takimi ljudmi. Jaz sem toliko srečen, da bom dol padal. A lahko potem nekaj otroško nagajivega naredimo, pa vzkliknemo 3-krat hura za vse nas. Hura! 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 Zdaj morali še zaplesati.